Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V prvih dneh po novem letu smo povabili v goste gospoda Franca Bogoviča, predstavnika Slovenske ljudske stranke in EPP Group v Evropskem parlamentu. In najprej lep dober dan želim. Lep dober dan, hvala za povabilo in vse dobro v letu 2021. Hvala lepa in seveda ob tem tudi vprašanje, kako ste vi preživeli ta konec leta. Lahko rečem, da je bil dokaj podoben prejšnjim letom, kajti skozi božično-novoletni čas sem bil tudi prejšnje leto običajno doma. Letos smo tako bolj ali manj obsojeni oziroma prikovani na to, da smo doma, letos pa v domačem krogu, manjkala je polnočnica, sicer pa v krogu svoje družine in moram reči, da je bilo zelo prijetno. Letos nas je zaznamovala pandemija COVID-19, to se najbrž seveda tudi odraža v vašem življenju in delu. Kako to opažate kot evropski poslanec? Ja, zagotovo je COVID-19 kriza spremenila marsikaj širom po svetu. Ni kontinenta, ki bi se izognil posledicam te krize. Za tiste, ki delamo v tujini, je bilo kar precej sprememb. Tako sem v lanskem letu bil praktično tam nekje do 10. marca v nekem običajnem ritmu. Ko je izgledalo, da poleti COVID malce popušča, smo v juliju bili še zopet 3-4 tedne v Bruslju. Potem so prišle parlamentarne počitnice, september, oktober, ki je bil tudi zaznamovan v Evropskem parlamentu s sprejemanjem skupne kmetijske politike. Sem bil tudi 2 meseca v Bruslju. Od konca oktobra pa vse doslej pa delamo od doma. Mi smo morali tudi spremeniti vse te svoj način dela, spremeniti poslovnik v Evropskem parlamentu, ki ni predvideval takšnih odločanj nadaljava in podobno. Tako da moram reči, da ta del sedaj poteka relativno normalno. Manjka pa tisti del, ki je zelo pomemben zame v Evropskem parlamentu, druženje, tudi na nek način ta network mrežo, ki si jo narediš v krogu poslancev, kjer se tudi na temah, ki so tebi blizu, poglobiš. Najbolj pa pogrešam tudi to, da se tudi doma v Sloveniji ne morem več gibati med ljudmi, kajti znan sem bil potem, da sem v teh okroglih mizah, ki sem jih praktično organiziral skoraj vsak teden, bil zelo veliko na terenu in poskušal to včasih evropsko latovščino prevesti v običajni jezik oziroma prikazati, kaj to v praktičnem življenju pomeni. V okviru Evropske ljudske stranke ste iz strani Slovenije 4 poslanci, kar je zelo močna skupina. Kako pa sodelujete s poslanci, ki so nekoliko drugačnega političnega prepričanja kot vi? Tako je, tri stranke iz Slovenije smo članice Evropske ljudske stranke, tako da ob gospe Ljudmili Novak iz Nove Slovenije, Romani Tomci in Milanu Zveru iz Slovenske demokratske stranke, sem tudi sam kot predstavnik Slovenske ljudske stranke, gospa Fajonova in dr. Brglez predstavljata socialiste in pa gospa Jojeva in Klemen Grošelj predstavlja liberalce, obnovitelje, kot so se preimenovali. Lahko rečem, da je v Evropskem parlamentu tega sodelovanja med strankami več kot v domačem slovenskem državnem zboru. Že sam način dela je takšen, da se za vsako poročilo določi poročevalec, ki je iz ene izmed političnih skupin, ob njemu pa so tudi poročevalci v senci iz vseh ostalih političnih skupin in na ta način potem iščemo skupne rešitve za neko poročilo, za neko direktivo. In tam pride do tega sodelovanja, lahko rečem, kar dosti več in sam se včasih pošalim, da tam spoznamo, da je še kdo iz druge skupine pametne, ne samo mi, kar je včasih v politiki kar problem. Lahko rečem, da tudi smo kar nekaj projektov s poslanci iz ene države, ki smo tam razdeljeni v različne skupine, speljali tudi skupaj. Tem mandatu je zadnje leto normalno zaznamovano s COVID-om, se praktično ni dal kaj dosti tega narediti. V preteklem mandatu pa, ne vem, sva recimo z gospodom Šoltesom, ki je bil pri Zelenih, organizirala okroglo mizo v Nordijskem centru v Planici, kjer smo spregovorili o sodelovanju turizma, športa v varovanih okoljih,
z gospo Fajonovo sva povabila v goste briške vinarje in predstavila skupaj ta cvet slovenskega vinarstva. Odmevna prireditev v galeriji Royal sredi Bruslja, 400 udeležencev. Tudi vseh 8 poslancev nas je povabilo slovenske čebelarje, 2 avtobusa je bilo prisotnih, ker smo takrat še se borili za svetovni dan čebele. In tako da je tega sodelovanja več, kot je v domačem parlamentu. In tudi ta kultura sodelovanja na splošnem Evropskem parlamentu na višjem nivoju. Skratka, evropski poslanci ste v bistvu lahko vzgled slovenski politiki. Ja, sam sem že večkrat se pošalil, da bi želel, da imamo to vlogo, da evropski poslanci evropeiziramo domačo politiko, in malce v šali sem dejal, ne bi rad videl, da bi balkanizirali evropsko politiko. Tako da včasih smo uspešni, včasih pa tudi malce manj. Kolikšna pa je v bistvu moč evropskih poslancev v evropski združbi? Zanimivo je v parlamentu, recimo v Evropska ljudska stranka smo največja skupina. 180 od 700 nas je. Zelo odvisno je od tega, če te tvoji kolegi prepoznajo kot poznavalca nekega področja. Ni pomembno toliko, ali prihajaš iz države, ki ima 8 poslancev, kot ima Slovenija, ali ne vem, Nemčija 96, ampak če se lahko zase rečem, da nimam težav se postaviti ob bok bilo komu, ko govorimo o konceptu pametnih vasi. In če ti priznajo ta primat na nekem področju, si zelo zaželen, da predstavljaš tudi veliko skupino. In kar naenkrat predstavljaš skupino 200 ljudi, poiščeš v drugi skupini somišljenika. In tako sva recimo z kolegom Tiborjem Šanjem, madžarskim kolegom iz socialistov v prejšnjem mandatu naredila vedno večino, ko smo govorili o pametnih vaseh, ker sva pač bila vsak v svoji skupini prepoznana po tej temi. In na takšen način približno se sprofiliramo poslanci in je prav, da se specializiraš na neko področje, na katerem ti potem priznajo tisto tvojo poznavanje področja in si potem tudi upoštevan. Lanskega leta pa ni razburkala samo pandemija COVID, ampak tudi ločitveni sporazum Brexit. Se pravi, Združeno kraljestvo je zapustilo Evropsko unijo. Kaj to iz vašega stališča ali iz vašega zornega kota pomeni za samo Evropsko unijo, za Slovenijo, tudi posledično? Ja, jaz mislim, da to je eden največjih neuspehov Evropske unije, da se je Brexit zgodil. Ne bom razpredal o razlogih za Brexit. Dejstvo pa je, da nas je zapustila po ekonomiji druga največja država, katere bruto družbeni prihodek je tako velik, kot je prihodek 17 najmanjših držav. Zato ni to ena od 28 držav, ampak zelo pomembna, vojaško najmočnejša država, tudi ko gledamo v teh varnostnih vidikih, ki se vedno bolj izpostavljajo in kjer želi tudi Evropska unija igrati neko določeno vlogo. Tako da to je velik problem, da se je zgodil. Je pa to, kot sem že dejal, država, ki je v tej globalni tekmi dala veliko na specifični teži Evropske unije. Veseli me, da je vsaj na koncu prišlo do tega dogovora, ki na nek način, kljub temu, da nismo več skupen trg, nismo več carinska unija, omogoča nemoteno poslovanje med kontinentom in pa Veliko Britanijo za blago, ki je matično proizvedeno v Evropski uniji na eni strani ali v Veliki Britaniji, tako da tu mislim, da to je dobro, da smo to dosegli. Bo pa zelo veliko praktičnih problemov, naprimer Erasmus več ne bo moč izvajati v Veliki Britaniji, Britancev ne bo se izmenjal. Tako da, kot sem že dejal, žal se je to zgodilo in po mojem prepričanju nihče ne bo tu profitiral. Bolje vprašanje, kdo bo več izgubil, in tu pa mislim, da bo konec koncev tudi Velika Britanija potegnila še krajši konec, kot ga bo Evropska unija. Korona kriza je opozorila tudi na problematiko domov starejših občanov. Tudi pri vas se ukvarjate precej s to problematiko, opozarjate na stvari, ki še niso urejene v Sloveniji tako, kot bi morali biti. Ja, tako kot je v Sloveniji, je tudi širom po Evropi se pokazalo, da je področje zdravstva, znotraj katerega tudi v tej evropski klasifikaciji sodi tudi dolgotrajna oskrba, področje, ki je bilo v preteklosti zanemarjeno
ugotavlja se, da bo potrebno tudi tu nekatere stvari poizkušati, poenotiti znotraj Evropske unije, ker doslej tega ni bilo. In zagotovo pa je v teh usmeritvah Evropske unije, kjer se sedaj besedi zeleno, digitalno in vsem politikom, ki sta iza teh, dodaja še odporna Evropa, je tu veliko v mislih imamo tudi področje zdravstva, od tega, nabave opreme, do tega, da je potrebno imeti farmacevtsko industrijo v Evropi. Danes se 80% učinkovin za zdravila izdela na Kitajskem, v Indiji, kar se potem konfekcionira v zdravila v Evropi. In področje dolgotrajne oskrbe, se pravi starost, skrb za starejše, katerih nas bo vedno več v Evropski uniji v naslednjih letih, je ena od velikih prioritet. To je tudi na nek način priložnost za Slovenijo. Najprej je naša naloga, da sprejmemo zakon o dolgotrajni oskrbi, ki ga sprejemamo že desetletja, da potem na osnovi tega zakona zagotovimo dodatna sredstva in tudi okrepimo področje skrbi za starejše. Sam v posavskem okolju, z katerega prihajam, delam na projektu Pametne srebrne vasi. Tudi v okviru LEADER programa smo zagotovili sredstva in smo v 5 skupinah, kjer je bila posavska nosilna, izdelali eno študijo, ki je šla najprej v to, da smo videli, kakšno je stanje demografsko danes, naredili projekcijo za naslednjih 30 let, ugotovili, katere storitve se že danes odvijajo in kaj bo potrebno zelo na hitro dopolnjevati, da bomo stregli tem potrebam, ki nastajajo. In tu gre za eno ključno ugotovitev, da je potrebno čim več narediti na temo, da omogočimo starostnikom kvalitetno bivanje čim dlje časa najprej doma, se pravi usposobiti tudi svojce, njim pomagati, prilagoditi domove, če je potrebno. Naslednji korak je potem, so varovana stanovanja, skrb za medgeneracijsko druženje in na nek način odlašati čim bolj to institucionalno varstvo, ki se je pokazalo kot zelo občutljivo tudi v korona krizi, kjer je ob koncentraciji ranljivih, zdravstvenega vidika ranljivih ljudi tudi velika izpostavljenost v primeru pandemije. Tako da tu gre eno področje, kjer moram reči, da smo res intenzivno del v našem okolju, prenašam te izkušnje in dobre prakse, predvsem iz Avstrije, Nemčije, in v naslednjih 2 letih bomo naprimer tudi v občini, kot sem že omenil, Krško, iz katere izhajam, in sem intenzivno delal na tem, tudi nadaljevali z enim evropskim projektom Most, kjer prav prihajajo fizioterapeuti, kineziologi, socialna delavka, delovni terapeuti na domove, dobesedno postaviti na noge tiste, ki jih je prizadela bolezen ali poškodbe in podobno, ne pa da ti ljudje ali ostanejo v bolnišnici ali pa v domu za ostarele in se običajno ne vračajo več. Tu je tudi na nek način priložnost v konceptu pametnih vasi, da delovna mesta decentraliziramo, se pravi, ne da gredo starostniki tudi delovna mesta v mesta, ampak da se to upravlja na podeželju. Oblika delovnih centrov dnevnih centrov za starejše na turističnih kmetijah in podobno. Tako da tu ostaja cela vrsta priložnosti in kot sem že delal v tem konceptu pametne vasi, je področju dolgotrajne oskrbe namenjeno cela vrsta tudi izzivov in mislim, da je to ena od stvari, kjer pravzaprav ustvarjamo, tako kot radi rečemo, ta delovna mesta 21. stoletja. Z pametnih vasi pa se je razvil projekt Srebrne pametne vasi. Kaj morebiti pomeni ta projekt kot nekakšna izpeljanka ali nadaljevanje vašega dela v drugem poslanskem mandatu v Evropskem parlamentu? To je to, o čemer govorim, da je v okviru pametnih vasi, ker imamo najprej področje kmetijstva, gozdarstva, potem tudi mobilnosti na podeželju, turizma na podeželju, energetike na podeželju, izziv na področju dolgotrajne oskrbe. V konceptu pametne srebrne vasi, projektu, ki je bil sofinanciran iz Evropske unije, smo ravno to naredili, iz analize stanja, projekcije, kaj bo naprej, ugotovili potrebe, ki jih je treba zagotoviti, zato da bomo sledili vedno večji potrebi po skrbi za starejše. In tu sedaj gradimo na nek način kot mozaik, vstavljamo kamenčke v ta mozaik in tam, kjer manjkajo dodatne storitve, poskušamo poskrbeti. Recimo, en od izzivov je tudi to, da imamo v Sloveniji, kjer imamo veliko število individualnih hiš,
veliko priložnost, kako pomagati oziroma omogočiti, da se v starejših hišah lahko recimo prilagodi neka hiša za bivanje starejših, naredi skupnost recimo za 3-4 ljudi, hkrati se ti pa sprostijo 3-4 hiše in jih prenesemo mladim. Je več oskrbe na domu? Tako je, oskrba na domu. Potem v konceptu, kot sem že del Most projektu, je prav skupina pomoč na domu, skupaj še s temi, ki so tudi sposobni upraviti zdravstvene storitve in praktično so na nek način naklic ali glede na to, na potrebe, ali imajo z neko frekvenco vsak dan, vsak drug dan, fizioterapeut enkrat na teden in podobno. In to so te stvari, s katerimi kot sem že dejal, se približamo starostnikom in temu primerno tudi ustvarjamo delovno mesto na podeželju. No, Slovenija bo na polovici leta 2021 začela tudi predsedovati Evropski uniji. Kakšen izziv je po vašem mnenju prav to? Slovenija se je leta 2008, takrat smo predsedovali v prvi polovici, sedaj bomo v drugi polovici leta 2021. In pred zdaj 13 leti smo se dobesedno predstavili in zapisali kot zelo uspešna država, prva iz teh tako imenovanih novih članic, ki smo po letu 2004 vstopili in razširili Evropsko unijo. Prvi smo imeli ta izziv predsedovanja in smo se odlično predstavili. Še danes govorijo mnogi kolegi o tem, kako je Slovenija takrat marsikdo mogoče niti ni pričakoval tega, odlično izpeljala to predsedovanje. Zato je izziv v letošnjem letu zelo velik. Živimo v zahtevnem času, ko naprimer Hrvaška, ki je predsedovala pred Nemčijo, ki je z novim letom zaključila predsedovanje, v prvi polovici lanskega leta je Hrvaška imela ta izziv in z veseljem bi, tudi povabila ljudi v njihovo lepo državo, pa se je enostavno bilo to onemogočeno. Ni bilo možno v času nemškega predsedovanja. Zagotovo bo večina stvari se nadaljavo odvijala tudi v času portugalskega predsedovanja, ki je sedaj pričelo s predsedovanjem. Upam, da bo v drugi polovici leta priložnost, da zopet potujejo, da pridejo ljudje v Slovenijo. To je velika priložnost, da se Slovenija predstavi kot država. Veliko ljudi takrat lahko obišče državo. Po drugi strani mislim, da tudi priložnost, da bi to evropsko miselnost s tem, da lahko tudi dislociramo te dogodke ne samo na Brdu, kjer bodo ti vrhovi, se pravi ministerska srečanja in podobno, da lahko kakšne dogodke odvijamo tudi na terenu. Sam pripravljam na temo, ravno tem pametnih vasi in dogodek na našem koncu in skupaj z odborom regij, z ministrstvom za kmetijstvo, in da imamo priložnost, da pridejo ljudje na teren in da tudi ljudje v našem okolju, drugih okoljih, kjer bi se to odvijalo, začutijo to Evropsko unijo nekaj bližje. Naslednja priložnost, ki pa je za Slovenijo, pa mislim, da je ne smemo zapraviti, je pa to, da okrepimo ekipo, ki je danes v Bruslu na stalnem predstavništvu pri Evropski uniji, kajti tistih 50 do 60 ljudi, ki jih je bilo doslej, ki jih ima Slovenija v Bruslu, je eno najmanjših predstavništev in mislim, da nam kar manjka nekaj več ljudi, ki bi imeli to nalogo, da tudi po svoje lobirajo za Slovenijo, delajo za Slovenijo v Bruslju. In to je ena od stvari, ki je običajno v času predsedovanja, je treba to številko podvojiti, potrojiti. Upam pa, da potem tudi kdo več ostane v Bruslju, da bomo bolje zastopani tam, kjer se resnici na ljubo o marsičem danes odloča. V Evropskem parlamentu ste na zadnji decembrski seji sprejeli tudi nekaj zelo pomembnih ukrepov, prihodnji večletni finančni načrt za okrevanje Evropske unije, pri pripravi katerih je ključno vlogo igrala tudi vaša EPP Group. Zakaj sta ta dva ukrepa tako pomembna in kaj od celotnega finančnega svežnja lahko pričakuje Slovenija? Kot vemo, ima Evropska unija 7-letni proračun, govorimo o tem finančnem okviru za neko 7-letno obdobje in tako se je z novim letom, ki je za nami, izteklo obdobje 2014-2020 in smo že v obdobju 2021-2027. Za to obdobje je potrebno sprejeti proračun Evropske unije in v lanskem letu, ko smo imeli na začetku leta že znani izziv Brexita, ki vpliva na proračun, kajti Velika Britanija je bila neto plačnica, nas je potem zalotil še problem COVID krize.
In ker se je videlo, da bo ta kriza pustila za sabo najprej zdravstvene, kasneje pa tudi gospodarske posledice, se je na sredi lanskega leta rodila ali pa nek način ustvarila ta ideja načrta za okrevanje in odpornost, Next Generation EU v angleškem jeziku, in je to na nek način dodatek 7-letnem proračunu. Gre za veliko spremembo, prvič, tu gre kar za dodatnih približno 70%, če je proračun za 7 let 1170 milijard, govorimo o dodatnih 750 milijardah, se pravi v velikem svežnju. Za ta sveženj se bo Evropska unija tudi zadolžila, ne države članice, prvič se bo zadolžila Evropsko, za 750 milijard. Od teh 750 milijard bo šlo 390 milijard kot nepovratni denar državam članicam in bi se naj potem vrnil z novimi davščinami na nereciklirano plastiko, na ogljik, na finančne transakcije in podobno. 360 milijard pa je kreditov, ki jih bodo dobile države in bodo potem vrnile Evropski uniji. Čar tega pa je, da gre preko Evropske unije, da bo ta zadolžitev čim cenejša. In zato je bil kar pomemben izziv in zahtevni izziv sprejeti eno in drugo. Z novim letom v decembru smo spravili pod streho 7-letni proračun. Vse je dogovorjeno tudi za ta načrt za okrevanje, mora pa iti ravno zaradi zadolževanja tudi v nacionalne parlamente, da se nacionalni parlamenti strinjajo s tem, da se Evropska unija zadolži. Gre pa za to, da se je zdaj ob teh načrtih, ki so proračunih Evropske unije, se običajno na nek način zapiše tudi strategija, kaj bo podpirala Evropska unija, v katero smer bo se razvijala Evropa, in to na nek način usmeri tudi proračune države, lokalnih skupnosti v nadaljevanju. Tako da se je do covida smo govorili predvsem usmeritev v bolj zeleno, digitalno Evropsko unijo, s covidom in post-covidu se je pa dodala ta odporna Evropska unija. In tu zdaj govorimo, to so te 3 ključne usmeritve, kjer se želi Evropska unija kot kontinent zelo ambiciozno odgovarjati na izzive podnebnih sprememb. To je v vseh politikah, od kmetijske do energetske, do prometne in vseh politik. Po drugi strani se zaradi že prej ugotovljenega zaostanka na področju digitalizacije, ki se še toliko bolj izkazal v času covida, je področje pospešene digitalizacije, od osnovne izgradne infrastrukture pa vse do pridobitev nazaj del kolača, ki ga ustvarja ta tako imenovana platformna ekonomija, kjer je Evropa povsem izpadla iz igre. Tako da je to močno področje. In tretje področje te odporne unije, kjer se na nek način poskuša najprej ukrepiti zdravstveni sistem, pomagati tistim, kateri delovna mesta so ogrožena in podobno. Tako da Evropska unija v Evropski uniji smo ta finančni paket osvojili, sprejeli. Kot ste dejali, pa Evropska ljudska stranka tista, ki je največja, in tako kot smo imeli na primer pri Brexitu glavnega pogajalca gospoda Barnierja, ki je včasih bil francoski komisar, tudi poslanec v Evropskem parlamentu, izhaja iz Evropske ljudske stranke, smo imeli tudi pri teh poročilih, ki se nanašajo na bodoči proračun, financiranje na čelo Evropske komisije, gospod Ursula von der Leyen, ki je iz nemške CDU, izhaja tudi Evropska ljudska stranka, kakor tudi ključni poročevalci so bili prav iz Evropske ljudske stranke. Ni pa dovolj, da se samo ena stranka za to odloči, in običajno se naredi ta tako imenovana proevropska koalicija, in v tem mandatu so skupaj s socialisti, ob nas še tudi liberalci in pa zeleni, in na ta način nekako ustvarimo to potrebno večino za ključne dokumente. Kaj pa si lahko od evropskega žaklja obeta slovenska kmetijska politika in slovenski kmetje? Celoten ta žakelj, ki je zdaj, kot sem že delal, precej večji, kot bi bil običajno, omogoča to, da si generalno skupaj od Evropske unije lahko obetamo v naslednjih 8-10 letih tam 10-12 milijard evrov. Gre za zelo velik denar in kar nekaj je tudi tu teh sredstev iz zadolžitve. Vseeno pa je tu tam nekje 2-3 milijarde več sredstev, kot bi bilo sicer. Se pravi, da gre resnično za velik paket, in zelo pomembno bo, da jih bomo znali izkoristiti v prvih 3-4 letih, ko je na razpolago več kot polovica tega denarja. Tako da bo potrebno zelo pospešiti črpanje evropskih sredstev. Je res, da Slovenija že več vplača, kot prejme?
Ne, Slovenija je še vedno neto plačnica in tudi računamo, da bo v prihodnje predvsem zdaj po tako sprejetem proračunu. Kar se tiče kmetijstva, je politika takšna, da je kar primerljiva dosedanji politiki in tudi višina sredstev je nekaj malega manj, kot je bilo v prejšnji perspektivi. Generalno se je za kmetijstvo malce zmanjšal ta delež. Je pa res, da smo potem skozi ta načrt za okrevanje dobili dodatnih 74,5 milijonov sredstev za program razvoja podeželja, tako da imamo k tistim osnovnim dobrim 800 milijonom še teh 74 in bo skupaj približno 1,9 milijarde približno 1,8 milijarde evrov za 7-letno obdobje na področju kmetijstva, s tem, da bo v prvih 2 letih iz načrta za okrevanje potrebno počrpati večino tistih sredstev. Tako da politika se spreminja kmetijska. Največja sprememba je to, da bo sedaj za implementacijo tega potrebno sprejeti, implementacijo skupne kmetijske politike, potrebno sprejeti še nacionalni načrt, strateški načrt razvoja kmetijstva, v katerem si bomo sami zapisali prioritete. In tu je mogoče ta osnovna razlika, da smo prej morali biti dobri izvajalci tega, kar je bilo zapisano v evropskem proračunu in pa Evropske uniji. Sedaj si bomo pa morali sami določiti cilje in bomo kontrolirani, ali smo dosegli cilje, katere smo si zastavili v skladu z evropsko politiko. Tako da izzivov je zelo veliko potem tudi na sami Sloveniji in bo potrebno kar dobro sodelovanje vseh akterjev, da se bomo znali dogovoriti, da bomo potem imeli v ozadju tudi že projekte, ki bomo v teh naslednjih letih izvedli. V letošnjem letu bo zagotovo eden največjih izzivov boj s pandemijo COVID-19. Kaj menite, kako bo cepljenje, ki je seveda že steklo tudi v Sloveniji, vplivalo na zajezitev te krize in na samo Slovenijo, na državljane in tako naprej, na samo počutje? Ali se boste tudi sami cepili, še mora biti vprašanje ob tem? Najprej odgovor na to zadnje, da ne bom slučajno pozabil nanj odgovoriti. Računam, da bomo v prvem možnosti, ko bomo šli v Bruselj, imeli poslanci tudi organizirano cepljenje in se imam namen cepiti. Enostavno je izpostavljeno zelo velika, po drugi strani pa tudi pričakujem, da bo nazadnje tudi ne vem kakšna letalska družba že vprašala potem, ali si cepljen ali ne, tako da sam se imam namen cepiti. Moram reči, da je Evropska unija ogromno vlagala ravno v razvoj teh cepiv, tudi naredila razliko od ostalih kontinentov, da se je že ves čas raziskav tudi prizadevala za to, da bo cepivo dostopno enakomerno po Evropi najprej, kar se sedaj dogaja, ne dobijo procentualno na populacijo več Nemci, Francozi, ampak se deli iz tedna v teden po vseh državah in tudi Evropska unija naredila to, da se želi izbrati fond, s katerim se bo financiralo tudi to cepljenje v ostalih kontinentih, kjer bo si to zelo težko privoščili. To je razlika od evropskega pristopa napram kitajskem in pa ameriškem pristopu. Ja, tako da jaz upam, da bo se napoved teh, ki so vstavili vse na čim prejšnjo poiskanje cepiva, upam tudi, da vemo vsi, da je bilo obdobje za to, da je cepivo dobilo dovoljenje za uporabo krajše, kot je običajno, tako da upam, da se ne prikrade kakšen stranski učinek več, kot bi se sicer. Potem pa, da bo resnično ta 60% precepljenost, za katero se ocenjuje, da je na nek način potrebna za to, da se zaustavi ta pandemija, dosežena tam nekje do poletja, da bi potem druga polovica leta potekala dosti bolj normalno, kot je potekalo življenje doslej. Hkrati pa sam tu rad upozorim na to, da si moramo vzeti nek časa tudi za premislek in za lekcije, ki jih je nam COVID kriza dala. Spravim, da se vsaka stvar zgodi z nekim namenom in da ne sme biti naš ključen cilj, da bo prvi dan po krizi vse tako, kot je bilo prej. Ne vem, naučili smo se zdaj marsikaj, kar se tiče dela nadaljavo, spoznali smo, da je bivanje na podeželju lahko včasih tudi privilegij, rabiš neko infrastrukturo, marsikatero stvar bomo lahko naredili od doma, tako da bomo manj vplivali na okolje. Upam, da bo ostal tudi ta
povezava oziroma zavedanje, kako pomembno je, da pridelamo hrano blizu in da tudi kupujemo to hrano. Tako da mislim, da imamo kar precej naukov iz te korone krize za proučiti in ena od ključnih stvari, ki pa je, pa mislim, da smo dobili neko lekcijo iz tega, da se lahko zavedamo, kako majhen je pravzaprav človek, kako ti niti milijoni, ne vem katere valute, nič ne pomagajo, ker enostavno ne moreš več nikamor iti in da je potrebna v družbi neka solidarnost, v nasprotnem primeru si slej ko prej v zelo velikih težavah. In mislim, da je to mislim zame ključno sporočilo, da bomo morali pri svojem ali vsakdanjem življenju ali pa ne vem politike kot odločevalci ali pa gospodarstveniki malce ta miselni okvir spremeniti in potegniti iz tega neke lekcije, ki bodo to tudi družbo naredile bolj humano, bolj prijazno in da bo posameznik bolj upoštevan, kot je bil doslej. In če se ob koncu dotakneva še malce političnega dogajanja v Sloveniji, kako ocenjujete delo sedanje vlade? In še mora biti tudi v zraku je vložitev konstruktivne nezaupnice strani opozicije. Kaj menite, kaj se dogaja ali kaj se bo zgodilo v prihodnje? Zagotovo je ta vlada sprejela to odgovornost v najtežjem možnem času, praktično z dnevom razglasitve pandemije. In jaz moram reči, da nimam nobenih težav z ukrepi oziroma z načinom, kako se vlada loteva te pandemije in da mislim, da so za razliko od, da je vlada gospoda Janeza Janše za razliko od vlade gospoda Šarca pravočasno zaznala, kako velika je nevarnost in je na to opozarjala še prej, ko je bila v opoziciji in da se ukrepi prepočasi sprejemajo. Žal pa na drugi strani smo priča tega, da se je praktično ta političen boj, ki po mojem časih tudi povsem po nepotrebnem poteka skozi celotne mandate, da se je razplamtel ob zamenjavi vlade. Mislim, da to v opoziciji na nek način tudi del neke, jaz temu pravim, medijsko-gospodarske sprege ves čas nasprotoval sedanji vladi, zagnal vse mehanizme, ki jih ima, da do te vlade najprej ne bi prišlo. Ko pa je do nje prišlo, se pa več čas ukvarja s tem, kako jo sesuti in jo v bistvu spraviti z oblasti. In žal ne morem drugače, kot da ocenjujem, da je se tudi ta kriza vzela na nek način kot orodje za boj proti vladi. Tudi, ne vem, več čas so potekali ti protesti in nenazadnje pa virus ni ločil tega, ali je kdo v Sloveniji lev ali desen, in se je v takih okoliščinah ta bolezen potem v jesenskem valu še samo toliko bolj razširila med nami. Prišlo do tega, da se dejansko boj proti Janezu Janši povezoval z bojem proti COVID krizi. Ne vem, maske so si snemali poslanci v parlamentu, drugi, ne vem, provocirali, izzivali na tak način, posledično tudi zmedli ljudi, ki eni verjamejo eni, drugi verjamemo drugim. Posledica je pa to, da imamo te avtobuse umrlih na dan od novembra do decembra. In sam sem malce, je to mogoče cinična izjava, ampak obžalujem to, da nekdo išče avtobus poslancev, dnevno nam pa umira avtobus državljanov. In da to neodgovorno početje in za kot takšno smatram tudi to vlaganje konstruktivne nezaupnice. Ne vem, kako je konstruktivno, če nekdo že pol leta prešteva do 46. Če jih ima 46, naj jih vloži, naj prevzame odgovornost, ne samo, da na nek način spodkopava vlado in enkrat poskuša razmontirati eno stranko, drugič drugo. To mislim, da je nedoraslo in neodgovorno za takšen čas. Slovenci smo zelo težke trenutke, krizne trenutke preživeli in jih uspešno spravili skozi, ko smo stopili skupaj. Konec koncev smo tudi neki jugoslovanski armadi se uprli pa naredili državo v nekem kriznem obdobju. To, kar se zdaj počne, je zame neodgovorno in jaz mislim, da bo z časovne perspektive 2-3 let, ko se malce te strasti pomirijo, potrebno narediti neko podrobno analizo in ugotavljati, kje smo pravzaprav zagrešili, kajti to, kar zdaj imamo, te številke, ker smo iz spomladanskega časa, ko smo praktično bili država z najboljšimi številki, prišli na drugo stran, ko imamo največ umrlih na milijon ljudi, je katastrofa in mislim, da je to nemogoče in da ni prav. Ne more pa nekdo zdaj
z opozicijskega piedestala govoriti, da se vlada neuspešno bori proti krizi, kajti proti virusu se ne more boriti peščica politikov, ampak more biti na nek način tudi politika toliko povezana, da zna skupaj nagovoriti ljudi, kaj je potrebno narediti in da se osredotočimo na to, kar je danes naš največji sovražnik, to pa je virus. Najbrž lahko skleneva najin pogovor z upanjem, da bo vsaj cepljenje vrnilo čim prej življenje spet v neke normalne tirnice. Ja, zagotovo, kajti ta kriza pušča posledice in če je bil spomladanski čas na nek način čas, ko smo si vsi predstavljali, da bo s poletjem, soncem tudi virus izvenel, je sedaj, ne vem, med mladimi, sam imam kar nekaj nečakov, ki so, ne vem, ali gimnazijka, drug prvi letnik prava in si morate predstavljati, kako si je on zamišljal prvo leto v študija v Ljubljani, zdaj pa dela nadaljavo, niti svojih sovrstnikov, študentov ne pozna. In to se počasi konec koncev zajeda v naše tkivo, v naše počutje. Tu še sami potem, kot sva govorila, nalivamo olje na to in upam res, da se čim prej z prihodom pomladi, poletja, pa zdaj dokončno rešimo te nadloge tega virusa in da bo tudi to druženje med ljudmi, ki ga že vsi zelo pogrešamo, bilo enostavneje. Včasih se mi zdi, da celo na podeželju lažje prenašamo to krizo, čeprav zdaj zadnje čase se ugotavlja, da najbrž so tudi na podeželju Zidanice malce preveč obiskane. Prihajate iz Krškega? Tako je, prihajam iz Krškega, kjer smo spomladi praktično na nek način imeli že svoj lokalni štos, da najbrž zaradi nuklearke nimamo krize COVID, da smo zato odporni, zdaj smo pa praktično na repu podobno. In tako da ja, upam, da bo možno s cepivi zaustaviti ta virus, da se to socialno življenje vrača nazaj, kajti moram reči, da ga zelo pogrešamo, pa najbrž drži to, da smo v vinorodnih okoliših, iz katerega prihajam, še raje v takšnih druščinah in v takem času so posledice lahko zelo usodne, če se ne upošteva nekih strogih pravil. Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, to je bil pogovor z evropskim poslancem, gospodom Francem Bogovičem. Gospod Bogovič, hvala lepa za ta pogovor, za vaše misli in za vaša razmišljanja in upam, da lahko rečem kmalu nasvidenje brez mask. Tudi sam čakam za ta dan in hvala za povabilo in priložnost. Hvala lepa.